Pred nami je super nogometni torek z večernim vrhuncem v Ljudskem vrtu, začel pa se bo na Bonifiki, kjer se bosta v popoldanskem terminu ob 16:30 pomerili reprezentanci Slovenije in Srbije. Primož Gliha je svojo izbrano vrsto tudi tokrat zbral na obali. Treningi potekajo na stadionu v Dekanih, kjer se še vedno prepletajo tudi misli o doslej opravljenem delu v tem kvalifikacijskem ciklusu. Slovenija je dvakrat premagala Andoro in enkrat Litvo, izgubila je obe srečanji z Italijo. Pogled nazaj tudi z iskanjem rešitev za nov velik kvalifikacijski zalogaj. Najbolj pomembno je, da smo mi osvojili vse tiste točke, ki smo jih nekako planirali pred samim začetkom kvalifikacij. Lahko ostane nekaj več tega zaradi same tekme v Italiji, ker tam smo res imeli točko v svojih rokah glede na razplet dogodkov na igrišču. Ta tekma v Kopru je pač pokazala neko razmerje moči tistih zadnjih 20 minut, tako da bomo rekli suma summarum, tukaj smo, živimo dalje. Fantom sem v Andori zelo enostavno razložil, Andora ni zadnja. Tukaj se točke ne odbijajo, odbijajo se samo tistim, ki so zadnji v skupini. Tako da je bila ta tekma zelo pomembna, mi smo odigrali maksimalno profesionalno, odigrali je 5-6 igralcev, ki niso bili v kadru do sedaj. Čeprav sem dobil nekako malce namigov, da to mogoče ni pametno, kajti so le kvalifikacijske tekme, ampak nam je primarni cilj vzgoja igralcev, da imamo čim več igralcev v kadru, da čim več igralcev igra v tej mladi reprezentanci, dobi možnost, ko je dobil tudi ta drugi vratar, trenutno drugi vratar, tako da nekako smo kar zadovoljni s tem. Te mlajše ekipe smo dobili, to nam je bil cilj, z Italijo pa smo šli kar bo. Srbija je svetovna in evropska velesila v tej starostni kategoriji in skupaj z Italijo, s katero se je prvič v tem kvalifikacijskem ciklusu pomirila v petek v Novem Sadu tudi najožji favorit za nov nastop na zaključnem turnirju. Kako se zoperstaviti takšni ekipi na tekmi, ki je obenem ena od preostalih možnosti za ohranitev stika z vrhom skupine? Srbija je zelo kvalitetna reprezentanca. Moramo vedeti, da so bili tako svetovni kot evropski prvaki s to generacijo in mislim, da boljše motivacije za tekmo ni in treba dati na igrišču vse od sebe. Vemo, da mi moramo iskati točke proti takih ekipah, kot so te Andora in to je to, mi smo to izkoristili, zdaj pa proti Italiji nažalost izgubili, zdaj pa je na vrsti Srbija in vemo, da je nekaj najboljšega igrati proti dobrih ekipah in proti takih ekipah treba pokazati kvaliteto in upam na najboljši izkupiček. Selektor Primož Gliha tudi tokrat poudarja, da je mlada reprezentanca v prvi vrsti servis članski izbrani vrsti, pogreša zgolj enega igralca. Mi imamo ta večen minus z Krancem v fazi obrambe, mi bi Kranca rabili sploh na tekmi z evropskimi svetovnimi prvaki Srbiji, Italijani, da če te tekme bodo šle mimo, tako da vprašanje, če bo v pomladanskem delu sploh nekako, če ga bomo planirali, kajti na koncu čakajo nas tekme, ki niso tako pomembne z aspekta tega rezultatskega dela, tako da bomo videli, kako bo z Krancem v prihodnosti. Eden od tistih, ki so že potipali tudi vzdušje med člani, je mariborski bočni branilec. To je v bistvu še neka dodatna energija, da na takih tekmah se probaš dokazati. V bistvu to je to, dati svoj maksimum na vsakem treningu, na vsaki tekmi in upamo, da bo to pol na koncu dober tudi kdaj za člansko. Super nogometni torek se torej začenja popoldne na Bonifiki z zadnjo letošnjo kvalifikacijsko tekmo mladih reprezentanc Slovenije in Srbije, ki sta se doslej srečali enkrat zmago Srbije z 2:1 leta 2001 v Dravogradu. Mislim, da smo zelo dobri kot ekipa. Imamo nekaj tudi zelo kvalitetnih posameznikov, ampak mislim, da bi ta ekipni duh in ta povezanost med nami lahko naredila razliko. Na Evropsko prvenstvo čez 2 leti na Poljsko peljejo prva mesta, najboljše 4 drugouvrščene reprezentance iz 9 skupin pa se uvrstijo v dodatne kvalifikacije. Naslov branijo Švedi.